dobrodošli v studiu Formule 1 pred dirko za veliko nagrado Madžarske, ki bo že ta konec tedna. Vendar pa seveda ne moremo mimo dirke za veliko nagrado Nemčije v Hockenheimu, ki nam je postregla z obilo zanimivega dogajanja. Kaj ne, Artur? Ja, videli smo vse od sonca do dežja, od smeha do joka glavnega favorita Vettela, ki je poklonil zmago Lewisu Hamiltonu, ki pa je jokal v soboto po kvalifikacijah, ker je pač naredil napako. Jaz trdim, da je še vedno on kriv za to, da je odšla hidravlika na njegovem Mercedesu in je se moral prebijati na vrh iz 14. mesta. Če ne bi bilo dežja, bi bila verjetno dirka drugačna, ampak tako smo videli pa eno najbolj zanimivih dirk, po mojem, ne samo letos, ampak tudi v zadnjih letih. No pa si pogledamo, kaj dejansko se je dogajalo na stezi. Dirka se je začela povsem brez pretresov. Vettel, Bottas, Raikkonen in Verstappen so tako kot so štartali, ostali skoraj celotno prvo polovico dirke. Hamilton, ki je po sobotnih težavah štartal kot 14., je edini uprizarjal pohod iz ozadja proti vrhu. Dirkači pred njim so padali eden za drugim. Nico Hülkenberg je na sredini polja prehitel obe Force Indy naenkrat in se jima tako zahvalil za sodelovanje. V 27. krogu smo izgubili Ricciarda. Avstralec je začel kot predzadnji in zaradi okvare odstopil še drugič v 3 dirkah. Medtem so se zgodili prvi postanki. Kimi, ki je gume zamenjal prej, je prišel pred Vettela in ga po njegovem postanku spustil predse. Bottas je bil po postanku 4., Verstappen 5., medtem ko je Hamilton ostal na stezi s tršim kompletom, s katerim je tudi začel. Hamilton je za seboj zadržal Bottasa in v 42. krogu je tudi svetovni prvak končno prišel na postanek, obul je ultramehke gume. Nebo nad Hockenheimom pa je že pripravljalo presenečenje. Krog številka 44 in dež je končno sestopil z neba, ni pa imel ničesar s prečudovito pirueto, ki je uspela Leclercu. Nekaj dirkačev je sicer prišlo po dežne gume, a je bilo vode zanemarljivo malo, zato so jih po krogu ali 2 tudi sezuli. Gasly je svojim Toro Rossom ženin kot kamela iskal vodo v puščavi in našel le pesek. Nekaj krogov pozneje je začelo močneje deževati po celotni stezi in ultrasoft gume pri Mercedesu so že zagrizle v prednost obeh Ferrarijev, ki sta bila na mehkih gumah. Bottas je uspel priti mimo Raikkonena, medtem pa je v 51. krogu prišlo do glavnega presenečenja dirke. Vettela je v stadionu presenetila bolj mokra steza in vodilni do Nemčije je končal v pesku. Tolkel je po volano in izrekel za pol slovarja kletvic. Zaradi vse te telovadbe je na stezo prišel varnostni avto. Bog se je med varnostnim avtom prišel Valtteri Bottas po ultramehke gume, Hamilton pa si je med uvozom v splošni zmedi premislil in zapeljal nazaj na stezo. Zaradi tega manevra je po koncu dirke tudi polagal račune komisarjem, a zmaga mu je ostala. Raikkonen je tako kot Bottas menjal gume in ko se je varnostni avto umaknil 9 krogov pred koncem, je vodil Hamilton pred Bottasom in Raikkonenom. Bottas je sicer pokazal, da ne misli igrati druge violine, dokler se ni oglasil strateg James Vowles in prosil Finca, da obdrži pozicijo. Raikkonen v ozadju pa ni imel več pravega odgovora. Valtteri, it's James. Please hold position. I'm sorry. Copy, James. Hamilton je prvič v karieri zmagal štartnega mesta, ki je bilo slabše od 6. Mercedes pa je na domači dirki v Nemčiji prvič v zgodovini Formule 1 osvojil dvojno zmago. Srebrni so se na presenetljiv način revanširali Ferrariju za poraz na domačih tleh pred 14 dnevi v Silverstonu. Get in there, Lewis. Miracles do happen, mate. Guys, what an amazing job by you guys. Thank you so much. I'm so grateful. Love conquers all. Poleg pestrega dogajanja na stezi seveda se je veliko dogajalo tudi v zakulisju. Novic dejansko ni manjkalo. Ena od bolj pomembnih je recimo, da je Lewis Hamilton končno podpisal pogodbo s Mercedesom. Ja, Lewis Hamilton je, čeprav se je to zgodba vlekla že od zgodne pomladi, podpisal 2-letno pogodbo za Mercedes. O zneskih še nismo govorili,
govori se o 40 milijonih funtov, s čimer je presegel tudi Schumacherja. Dobil je pogodbo tudi za 1 leto plus 1 leto možnost podaljšanja njegov moštveni kolega Valtteri Bottas, s čimer se je pač pokazalo, da fant mora ubogati moštvene ukaze, kar se je tudi videlo na dirki, pa bo lahko še naprej dirkal za Mercedes. Vendar pa seveda Lewis Hamilton, ne glede na to, da je podpisal pogodbo, seveda ni pozabil omeniti, da je bila za kakšno njegovo napako kriva tudi ekipa. In tukaj mislim, da je prišlo do malo nesporazuma med ekipo in pa samim dirkačem, kajti z nekom podpišeš tako bavno pogodbo, potem pa ga naslednji dan obtožiš, da je kriv za njegov odstop oziroma slab rezultat. Lewis Hamilton ima letos tako zelo turbulentno sezono, niha v razpoloženju. Jaz sam pravim, da ima malo preveč ženskega hormona, zato ker je recimo v soboto tam je jokal skoraj ob dirkalniku, da pač vse skupaj se pokvarilo. Včeraj po koncu dirke je rekel, fantje, ljubezen premaga vse, ne? Tako da smo se mi tisti hardcore gledalci Formule 1 celo malo zamislili nad temi izjavami. Ampak to je pač njegov slog. Lewis Hamilton je blagovna znamka, on je še marsikaj druga kot samo nekdo, ki vrti volan in zmaguje. Vendar pa tudi pri Ferrariju seveda niso bili najbolj zadovoljni ne z razpletom, ne z dogajanjem, ki pravzaprav vleče niti nazaj v samo vodstvo ekipe. Torej, Sebastian Vettel je sicer po dirki se opravičil ekipi za svojo napako, ampak to je bilo lepo darilo za Lewisa Hamiltona. Ja, Vettel je naredil tisto klasično napako, pač precenil je dež v tistem ovinku v stadionu, krog pred tem je bilo tam še steza suha. In pač, ko so blokirala zadnja kolesa, je šlo še samo v pesek in naravnost do ograje. Bil je zelo razočaran, povedal je kar veliko kletvic, v prenosu smo slišali samo piskanje. Ampak ne samo to, da je bil to v bistvu črn dan za Ferrari, še bolj je bila presenetljiva oziroma presunljiva novica v soboto popoldne, da se je na izrednem sestanku sestavil upravni odbor Fiata, kjer so imenovali naslednika Sergio Marchionneja. Sergio Marchionne kot šef Fiata in Ferrarija in še cel kup drugih podjetij v koncernu je namreč bil operiran na rami v začetku julija, potem pa se je tekom tega okrevanja ugotovilo, da ima tudi raka v zadnjem stadiju, vse tako zaenkrat kažejo te poročila in da tudi njegove prognoze niso nič kaj obetavne. Pa vendar mnogi že, se pravi, se sliši zelo grdo po svoje, že ugibajo, da bi mogoče zaradi tega tudi Ferrari mogoče bolj sodeloval tako s FIO kot z organizatorjem dirk. Marchionne je imel v Formule 1 svojo nit. Recimo projekt Sauber Alfa Romeo je čisto njegov zasebni projekt, za katerega se je že v soboto po tej novici v petek govorilo, da ga bodo zelo hitro ugasnili. Druga zgodba, ki je taka, recimo Marchionne je navijal za Leclerca pri Ferrariju, kar se zdaj že danes sem že bral zgodbe, da pač bo Kimi ostal pri Ferrariju še vsaj 1 leto. Skratka, koliko že rečejo, človeka še niso niti pokopali, pa upamo, da ga ne bodo, pa na njegovem grobu že pleše. Torej, to je bilo dogajanje na dirki za veliko nagrado Nemčije. Zdaj pa nas čaka seveda nova, zanimiva preizkušnja, na kateri verjamem, da ne bo manjkalo dogajanja. Velika nagrada Madžarske in si poglejmo, kam dejansko se odpravlja karavana Formule 1. Budimpešta, vzhodni Pariz in desna prestolnica nekdanje Avstro-Ogrske monarhije. 10. največje mesto v Evropski uniji ima danes 1,8 milijona prebivalcev, po drugi svetovni vojni pa je bilo del vzhodnega sovjetskega rdečega imperija. Prav tu je Formula 1 prvič gostovala za železno zaveso in ostala na sporedu vse od takrat. Prva velika nagrada Madžarske sicer datira še v predvojni čas. Junija 1936 so na 5-kilometrski stezi v parku Nepliget na levem bregu Donave med drugim tekmovali Mercedesi, Auto Unioni in Ferrariji. Politika in vojne vihre so dirkanje iz madžarske prestolnice oddaljili za točno pol stoletja. Zasluga za prvo veliko nagrado Madžarske leta 1986 pred 200 tisoč navdušenimi gledalci gre predvsem Berniu Ecclestonu, ki je v tem videl izjemno priložnost širitve svojega imperija. Čeprav stopnice niti takrat niso bile poceni, so se dirke udeležili gledalci iz celotnega vzhodnega bloka, veliko pa bilo tudi Fincev, ki imajo soroden jezik madžarskemu. Velika nagrada Madžarske bo letos na sporedu že 34. in poteka na dirkališču ob kraju Magyarod, dobrih 10 km vzhodno iz Budimpešte,
kamor vodi zelo pretočna avtocesta. Od naše meje je dirkališče oddaljeno slabe 3 ure vožnje. Največ zmag tu ima Lewis Hamilton, 5, 4 pa Michael Schumacher. Sebastian Vettel, ki je tu zmagal lani, je dobil še dirko 2015. Hungaroring ni pretirano priljubljen med dirkači, saj praktično ne omogoča prehitevanja, dirka pa se časovno zavleče tja pod 2-urno omejitev, v primeru dežja, ta je bil tu prvič šele leta 2006, pa to omejitev celo preseže. Tu sta prvič zmagala Damon Hill leta 1993 in 10 let pozneje Fernando Alonso. 2006 pa je tu prvič zmagal Jenson Button, 2 leti za njim pa še Heikki Kovalainen, ki je postal tudi 100. zmagovalec Formule 1. Leta 2001 je tu Michael Schumacher osvojil svojo 51. zmago, s katero se je izenačil z Alanom Prostom in hkrati zapečatil tudi 4. naslov prvaka. Velika nagrada Madžarske ima zagotovljeno prihodnost vse do leta 2026. Hungaroring je torej prizorišče velike nagrade Madžarske od sredine 80. let prejšnjega stoletja. Steza velja za precej zahtevno, pa predvsem zaradi tega, ker se na njej zelo težko prehiteva. Vendar pa smo na tej dirki videli že v preteklosti ogromno nenavadnih stvari, od tega, da je recimo gasilsko vozilo povozilo enega dirkačev, do enega resnega spora. Leta 2007 sta se namreč kar v boksih udarila Fernando Alonso in pa Lewis Hamilton. Ja, to je bilo prvo leto Lewisa Hamiltona v Formuli 1. Mlad mulc, velik talent, nesporno se je srečal v isti ekipi s Fernandom Alonsom, ki je enico kot 2-kratni svetovni prvak pripeljal tja od Renaulta. No pa si poglejmo, kaj dejansko se je takrat dogajalo v boksih. Torej, to je bila afera, ki je odmevala potem še dolgo časa. Hungaroring 2007, natančneje kvalifikacije in še ena zgodba psiholoških vojn med dirkači. 2-kratni svetovni prvak Fernando Alonso je zapustil svoje Renaultovo gnezdo in se podal v smeri McLarena. Tam ga je pričakal Lewis Hamilton, ki je v svoji krstni sezoni na prvih 9 dirkah od 10 stal na stopničkah in do takrat v svoji 2 zmagi. Med dirkačima je zares počilo na sobotnih kvalifikacijah. Oba sta se borila za najboljši štartni položaj in Hamilton je v Q3 začel boljše s časom pod 1:20. Potem pa so stvari šle svojo pot. Pred zadnjim poskusom je Alonso na mesto za menjavo koles stal kar 20 sekund, preden so ga mehaniki spustili naprej. In ko je svoje opravil še Hamilton, ki je čakal za njim, je Britancu za las zmanjkalo časa za zadnji hiter krog. Alonso je za 2 sekundi prehitev karirasto zastavico in postavil najboljši čas. A komisarji s takim početjem ekipe niso bili navdušeni in so Španca kaznovali s 5 mesti pribitka na štartu, s čimer je dirko kot prvi začel Hamilton in jo na koncu tudi dobil. V kvalifikacijah se je pokazalo, da je Hamilton, namazan s vsemi žavbami, že pred prihodom v bokse zadržal Alonso na progi in ta mu je v boksih le vrnil milo za drago. To je bila tudi edina epizoda Alonsa iz domačega Renaultovega okolja, preden se je preselil k Ferrariju, naslov to leto pa je pripadel Raikkonenu. Se pravi, da je imela afera v boksih leta 2007 kar daljnosežne posledice. Ena od njih je bila precej boleča za McLaren. McLaren je zaradi tega početja na dirki najprej izgubil vse točke na tej dirki. Dirka sama po sebi ni bila nič posebnega. S prvega mesta je štartal Hamilton in je dirko tudi dobil. Alonso se je s 6. mesta prebil na 4. Večino dirke se je sprehajal za Ralfom Schumacherjem s Toyoto, ki ga nikakor ni uspel prehiteti. Moštvo je stalo na tej dirki brez točk. Bila je pa to zelo zanimiva faza sezone 2007, ker takrat je bil McLaren še zelo močan. Hamilton je vodil prvenstvo z 80 točkami in s poznejšim prvakom Raikkonen je imel takrat, mislim, da 6 dirk pred koncem še vedno 20 točk prednosti, pa tudi McLaren je bil še vodilni v prvenstvu, ampak na koncu leta je udarila še ena druga zgodba in ta Spygate, ki so kopirali Ferrarijeve skice, sheme,
in je McLaren bil diskvalificiran iz sezone in pač so ostali brez vseh točk. Ja, torej, dogajanja na Hungaroringu nikoli ni manjkalo. Ena od bolj zanimivih dirk pa je bila tudi leta 1997, ko je skoraj zmagal Damon Hill z Aerosom. To je zanimiva zgodba. Leta 1997 se je Damon Hill kot svetovni prvak preselil v posebno konkurenčno moštvo Aeros Yamaha. In ta ekipa je tudi bila ena prvih, ki je imela Bridgestone gume tisto leto, ki se je Bridgestone vrnil v Formula 1. Do 11. dirke sezone na Hungaroringu je bil svetovni prvak Damon Hill šele 17. prvenstvo. Mislim, da ima 1 ali 2 točki. In dirkalnik je bil kompletno nekonkurenčen, nevozen vse. Ampak na Hungaroringu, ki je zelo specifična steza in dopušča možnost tudi počasnejšim dirkalnikom, je Hill bil že na prvem treningu 5. in potem na kvalifikacijah celo 3. takoj za Villeneuvom in za Schumacherjem. In še kar je bilo bolj zanimivo, recimo njegov moštveni kolega Pedro Diniz je bil le 17. na kvalifikacijah. No, in ko se dirka začela, je stric Hill zelo hitro opravil z dirkači pred sabo, prehitejo tudi Schumacherja za prvo mesto in je večino dirke vodil do 3 krogov pred konca, kjer so se naenkrat pojavile neke težave s hidravliko in avto je ostal v 3. prestavi, pa še nekaj vmesnega plina se ves čas slišalo in tako naenkrat zmaga, ki bi lahko bila zelo presenetljiva zmaga za moštvo Aeros, postala ogrožena in do konca dirke ga je pač uspel prehiteti Villeneuve. 3. za njim je bil Johnny Herbert. Na koncu dirke pa se je pokazalo, da ni bil kriv menjalnik, ampak podložka, ki je povezovala pletenico za plin in na motorju, podložka vredna dobrih 50 centov. Ponavadi je tako, da v Formule 1 odpovejo tiste najbolj banalne stvari, ampak seveda na Madžarskem, kjer je tudi tradicionalno zelo vroče, seveda lahko pričakujemo tudi najbolj nepričakovane zadeve. Torej, dirka, ki bo na sporedu pred malo daljšim premorom, vendar to pomeni, da se dirkači ne bodo smeli lotiti zelo počitniško. Zdajle, po zadnjih 2 dirkah, ko je kazalo, da je Mercedes na kolenih, to se govorim v Silverstonu in potem preobratu v Nemčiji, smo zdaj v zelo zanimivi fazi sezone. Madžarska je dirka, ki ne ustreza Mercedesu, ne ustreza pa niti Ferrariju, tako da tu spet računamo na resno ogrožnjo od obeh Red Bullov, mogoče celo kako presenečenje koga 4. Je pa dejstvo, da če se bo pozicija, ki smo zdaj dobili iz Nemčije, približno, da bo ostala enaka, je to lahko že zelo velika psihična moč Hamiltona na poti k 5. naslovu. Ja, ravno psiha je tista, ki pri Lewisu Hamiltonu igra zelo pomembno vlogo, oziroma vedno bolj pomembno, čeprav vemo, da je to vseeno dirkač, ki naj bi bil mentalno dovolj močan, da pravzaprav postane najmočnejši takrat, ko je najbolj zrinjen v kot. Ampak seveda v Budimpešta ima, tako kot recimo Monako, neke svoje zakonitosti in mislim, da lahko pričakujemo več kot zanimivo dogajanje. Glede na to, da Lewis Hamilton spet vodi v skupnem seštevku in pa da je ekipa Mercedes ponovno prevzela vodstvo, mislim, da lahko potem v Budimpešti pričakujemo zelo oster odziv Ferrarija. Torej, dogajanje na Madžarskem nikoli ni manjkalo in verjamemo, da ga tudi letos ne bo. Artur, ti pa se čez nekaj ur že odpravljaš na Madžarsko, kjer boš pripravil kar nekaj zanimivih zadev. Ja, čez 8 ur gre moja ekipa proti Budimpešti, te 3-4 urce vožnje in potem bomo cel vikend garali na vročini Hungaroringa. Pripravil bom zelo zanimiv prispevek o starem prvi dirki v Budimpešti in bomo tam tudi, ki ga boste lahko gledali v nedeljo pred dirko. Ja, torej, dirka, ki bo na sporedu pravzaprav pred enim daljšim premorom, ki se ga bo privoščila Formula 1, seveda velja omeniti, da Mercedes še vedno vodi v skupnem seštevku oziroma ponovno vodi, pa tudi Lewis Hamilton je po dirki v Nemčiji prevzel vodstvo, zatorej vljudno vabljeni na dirko v nedeljo oziroma v soboto že na kvalifikacijo 15. uri in potem seveda na dirko ob 3. uri in 10 minut. Vljudno vabljeni. Imam še eno vprašanje za tebe. Povej. Kako je ime mami Nikija Laude? No, to bomo povedali pa pri naslednji oddaji. No, komaj čakamo.